raziskujemo tradicionalne zdravilne rastline sveta s certificirano nutricionistko Jeleno Dimitrijevič. Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Mnogo zanimivega lahko najdete na našem YouTube kanalu, predvsem pa vse minule oddaje, ki ste jih morda zamudili, prav z Jeleno Dimitrijevič, s katero bomo danes govorili o enem posebnem drevesu upanja. Tako je, ja. Kot ponavadi nekam odpotujeva, ne? Tako da danes greva spet v Indijo, tvojo ljubo Indijo. Ampak tam nekje v vznožje Himalaje, kjer raste tisto drevo upanja. Govoriva seveda o moringi. Mogoče že marsikdo slišal, ker dostikrat se zdaj omenjajo tiste starodavne rastline, ki jih uporabljata ajurveda pa tradicionalna kitajska medicina. Moringa pa se največ uporablja v ajurvedi. Tako da v bistvu tam nekje že dobrih 4000 let, tako da je veliko časa v uporabi in je uporabljajo predvsem za zdravljenje različnih bolezni, tam nekje so tudi našteli 300 različnih, čeprav domačini uporabljajo vse dele rastline. In listje, in skorjo, in korenine in tako dalje. V ajurvedi pa se predvsem uporablja listje, ker je izjemno bogato s nutritivnimi snovmi, pa tudi takimi zaščitnimi, ki naredijo res spremembo v našem telesu. Tako da tukaj predvsem govoriva o listih, ki so posušeni, zmleti v prah in se pol v taki naravni obliki se tudi uporabljajo. Evo, danes jo imava tudi tukaj, tako da bom moringo poskusila sama. Se veselim tega dela, vedno. In na YouTube kanalu lahko pogledate tudi vse minule oddaje, ki pravzaprav govorijo o različnih tradicionalnih zdravilnih rastlinah sveta. In bili sva že na Kitajskem, pa Južni Ameriki, skratka povsod in spoznavali sva različne rastline, tako da dajte si pogledati, kaj vse sva spoznali. In tale moringa, zakaj rečejo drevo upanja? Potem ravno zaradi tega, ker je tako bogata z nutritivnimi vsebinami. Tako, zaradi tega, ker ravno tisti konci sveta, ker res ni dovolj hrane, ker so ljudje lačni, podhranjeni, potrebujejo nekaj takega enostavnega, ki izraste v naravi in ki se lahko uporablja tudi, če nam primanjkuje in beljakovin, in ogljikovih hidratov, in kakšnih takih mikrohranil, kot so vitamini, minerali, tako da v moringi res veliko tega dobimo. Predvsem, recimo, ko govorimo, veš, da v rastlinski hrani ponavadi ta spektar aminokislin, posebej esencialnih aminokislin, ni popoln, primanjkuje kakšna aminokislina. Pri moringi pa imamo vseh 9 esencialnih aminokislin, pa še veliko drugih, tako da jih je nekako 20 različnih, beljakovinsko izjemno bogato živilo, tam nekje 23 gramov beljakovine na 100 gramov recimo tega prahu. Poleg tega pa vsebuje veliko antioksidantov, tam nekje so našli, zdaj tako znanstveniki to malo bolj raziskujejo, ampak 46 različnih antioksidantov, 36 različnih protivnetnih snovi, pa še čez 90 različnih drugih snovi, ki sploh jih mogoče marsikatero niti ne poznamo, ampak poudarek je res na teh hranilni vrednosti, da v bistvu tudi, če nimamo dovolj hrane ali recimo, ne vem, nam primanjkuje kakšnih hranilnih snovi, je to odlično živilo, ki nam lahko pol zagotovi, da dobimo te manjkajoče snovi in da pol na tak način podpremo delovanje svojega telesa. Poleg tega recimo tudi kakšne recimo druge snovi, ki so specifične, kot je beta-sitosterol, recimo veliko beta-karotenov, potem recimo veliko različnih mineralov, kot so kalcij, kalij, magnezij, fosfor, železo, cink, pol vitamini, beta-karoten kot predstopnja recimo A vitamina, ampak recimo tudi C vitamin, E vitamin, vitamini B kompleksa. Potem zaetin je ena taka snov, ki je prav specifična, to je rastlinski hormon. To pa še v življenju nisem slišala. Zaetin je en tak rastlinski hormon, ki pol pomaga, da tiste nutritivne snovi, ki so, da se boljše izkoristijo v telesu. Tudi kvercetine, zraven in tako dalje. Res veliko takih zanimivih snovi, ampak predvsem je poudarek prav na tistih, ki res hranijo naše telo, se pravi aminokisline, vitamini, minerali, ki je ena taka bombica, vitaminska, mineralna v sami moringi. So tudi recimo tudi kakšni folati, pa
recimo fitoestrogeni, se pravi veliko klorofila, ker to se tudi vidi po sami zeleni barvi moringe. Vemo pa, da je to ključno tudi v tem času, zdaj, ko ratajo aktualna ta razstrupljena telesa, razkisljena telesa. Pa hkrati tudi spomladanska utrujenost. Tako, spomladanska utrujenost, potem ne samo zato, da okrepimo telo, ampak tudi, če želimo, da mu pomagamo, da pol se reši kakšnih toksičnih snovi ali kakšnih kislin v našem telesu. To je tudi en način, kako lahko uporabljamo moringo. Ali to drevo upanja moringa raste, se pravi, ob vznožju Himalaje, se pravi, ni visokogorska, še vseeno, ne? Tako. Tam zraste nekje 5 do 10 metrov višine in potem se, ko je čas za obiranje, poberejo tisto listje in potem ga posušijo, zmeljejo v prah in se uporablja v te zdravilne namene, ampak predvsem tam, kjer je treba nekaj narediti, da se zmanjša ta podhranjenost. Tudi recimo vpliva na marsikatero drugo težavo, tudi če želimo uravnati krvni sladkor ali pospešiti delovanje našega metabolizma ali recimo proti bakterijam, virusom, glivicam, se pravi ima tudi to delovanje, kot sama Ayurveda pravi, tam 300 različnih bolezni, ampak tukaj želim res poudariti to pomembnost te prehranske vrednosti moringe, ker danes recimo tudi če zdravo jemo, je vprašanje, kakšno hrano užijamo. Recimo, če kupujemo nekje po kakšnih supermarketih, tam, kjer ne vemo, odkot pride hrana, če nimamo recimo tudi domačega vrta, ali nasplošno je zaradi te zemlje, v kateri raste hrana, posebej naša rastlinska hrana, je osiromašena in potem nam hitro zmanjka kakšen element, ki je ključen recimo za normalno delovanje telesa. Tudi če zdravo jemo, spet to poudarjam, zaradi tega, ker ali so kakšne težave zdravstvene, ali recimo smo čustveno bolj nestabilni, pa zaradi tega negativno vplivamo na delovanje našega prebavnega sistema, presnove in potem nam hitro nekaj zmanjka in je dobro, da imamo eno tako stvar, ki nam bo pomagala pri tem, ker recimo sam za primerjavo je zelo zanimivo, mogoče za gledalce, vemo, da skozi se poudarja, špinača ima veliko železa, kar v resnici tako ne drži. Zmočil sem se, to ne morem že danes verjeti. Če tudi delava primerjavo s špinačem, v moringi je 25-krat več železa kot v špinači, pa recimo 10-krat več beta-karotenov, vitamina A, kot recimo v korenju, ki je dosti znano po tej vsebnosti. In pri Gersonovi metodi imaš recimo par kilogramov korenja na dan. Moraš pojesti res veliko. Tukaj res v majhnem pakiranju dobimo veliko več, da nam ni treba toliko zaužiti. Pa hkrati, recimo, vitamina C je 7-krat več kot v limonah, vitamina B2 50-krat več kot v kakšnih oreških, potem, kalija je 15-krat več kot v bananah, 37-krat več antioksidantov kot v rdečem grozdju. Se pravi, res so neverjetne, ko delamo samo primerjave z navadno hrano, ki jo uživamo, ki itak že sama po sebi nima dovolj teh snovi, kot jih je nekoč imela, pa pol nekaj takega, kjer dobimo res v moringi. Jelena, včasih so rekli, pa niso rabili naši dedki in babice kakršnokoli dopolnila iz drugega konca sveta, recimo kot je moringa iz Indije, pa niso rabili tega, so nekaj pojedli, doma pridelali in šli dejansko na njivo pol delati naprej oziroma karkoli drugega. A danes je vendarle popolnoma drugačna situacija, nivo stresa je zelo, zelo visok, hkrati pa smo hrano spravili predvsem za uporabo tudi neekoloških preparatov, gnojil, umetnih in vsega tega do nivoja, ker vidimo paradajz takle velik, a v bistvu poln vode. Ja, res je pa tako, pa tudi če se nekaj oglašuje kot nekaj domačega, to ne pomeni, da zdaj ta izdelek ali to živilo ali rastlina, ki jo užijamo, res vsebuje vse te hranilne snovi, ki jih mi želimo dobiti, če zaužijemo nekaj takega. Tako da bi mogli delati meritve vseh teh snovi, tako za skoraj vsak izdelek, da vidimo res, kje smo. Tudi to ni slaba ideja, da mogoče si nabavimo kakšne tele aparate, pa pol si res pogledamo hrano, ki jo mi pogosto kupujemo, da vidimo, če resnično vsebuje vse te snovi ali ne. Pa dostikrat recimo posegamo po kakšnih, umetnih zadevah, umetnih recimo ali vitaminih ali mineralih ali karkoli tazga, ker želimo nadoknaditi ta primanjkljaj, ker se zavedamo,
da nam zagotovo nekaj primanjkuje, posebej, če ko si že sama omenila, živimo tako eno stresno življenje, pa pol neredno jemo, pa spuščamo obroke, pa potem, ne vem, pojemo veliko industrijsko predelane hrane in takoj se to pozna. Ampak je zanimivo, recimo, meni še danes ni jasno, kako so na trgovinskih policah še vedno lahko, ne vem, šumeče tablete kalcija, pa magnezija, pa take zadeve, ker je vse splošno jasno, da je to najslabše, kaj lahko dejansko ljudje vnašajo v svoje telo, ampak še vedno ta miselnost, da je pocen, ne, pa... Tako pa plus, veš kako, v take izdelke ponavadi dodajo snovi, ki so take ali sladke, ali nekaj, kar nas majčkeno zasvoji, pa potem nam je prijetno to zaspiti. Ko sem jaz recimo moji mami dajala nekaj od teh res naravnih zadevah, pa pol, ki so take popolne, pa ni nič dodanega, ne odvzame se, ne vem kaj v tem živilu. Potem ona pravi, ja, v redu, ampak rajše spijem kakšno tale magnezijevo kapsulo, recimo, ki je šumeče, pa potem je še zraven sladka, ker so taki sladkori umetni dodani in potem dobiš ta občutek, da si kao nekaj naredil dobrega zase, ampak hkrati nisi, ker ti je to lažje, ti je to bolj priročno, pa ti ni treba navajati mogoče na posebne okuse, ampak tukaj se ne gre za to, gre se bolj za eno zavedanje, kaj nam lahko da ena rastlina, kaj lahko dobimo iz nje in potem tudi ta okus boš tudi sama poskusila, je dosti prijeten po takih klasičnih teh zelenih zadevah, diši pa tudi okus je tak. Edino res moram poudariti, da ker je to listje, se ne bo raztopilo v vodi. Aha, okej, bomo vzela v zakus. Tako, ko se bo zmešalo, bo nekako, zaradi tega se zmeri vzame recimo v manjšo količino vode daš, pa potem malo premešaš, pa če želiš dodaš več, lahko pa so kakšne druge poljubne tekočine, ali kakšni zelenjavni sokovi, ali recimo sadni, sveže stisnjeni, ali dodamo kakšno rastlinsko mleko, to tam, ker nam paše v smutije, recimo jaz dodam, recimo, če delam kakšen smuti, tudi so dobri tisti zelenjavni smuti, ki so še ena pika na i, veliko listja še dodanega, malo limoninega soka ali kamu recimo dodamo in potem dodamo še moringo. Bo, na zdravje. Zanimive so te stvari dejansko, veš prej, ko smo govorili o ajdovem kruhu, ne? Ja. Da je 25% ajde noter, pa ostalo pa je pa kar dajo gor ajdov. Ponavadi pšenična bela moka, ja. In podobno je tukaj, ampak jaz bom zdaj tole kar probala. Ja, ti kar lahko ti dodam. Tukaj le mava, ne? Wow, kakšna lepa zelena barva. Tako da zmeri seveda poudarjava, da je najboljše uživati tudi te dodatke ali dodatne rastline v obliki prahu, ravno zaradi tega, ker nam v tem primeru ni treba ničesar dodajati, kot recimo kakšne kapsuliziranih izdelki, kjer ponavadi moramo dodati kakšne snovi, ki niso tako prijazne našemu telesu, pa hkrati veliko večje količine dobimo teh nutritivnih snovi ali kakšnih posebnih snovi, če je v obliki prahu in se absorpcija začne že v ustih, se pravi, malo zadržimo tudi v ustih, tudi če imamo kakšne težave, recimo vnetje ali karkoli takega, tudi lahko moringo zadržimo nekaj časa v ustih ali tako žvrkljamo, pa potem lahko to pljunemo, pol pa novo vzamemo. Ampak kaj bi ti zdaj rada, koliko jaz tega dam te? Recimo dnevno se lahko zaužijo 2 do 4 čajne žličke. Ja, kar veliko, ker je to hrana, res je veliko hranilnih snovi, tako da tega ne moreš tako pretiravati. Tudi recimo otroci, ki se malo bolj počasi razvijajo ali jim primanjkujejo kakšne snovi za otroke, je tudi zelo dobro. Lahko tudi čaj. Fajn je recimo, da ni tako vroča voda, ker ta čaj vem, da ni vroč, ker je dober zaradi tega, ker vsebuje tudi veliko esencialnih maščobnih kislin, vključno z omega-3, ker vemo, da vsem, kar je zeleno, listno, to vsebuje tudi dosti teh koristnih maščob, tako da zaradi tega ne želimo, da je nekaj toplega, da niso tople tekočine, da ne bi prišlo do kakšne oksidacije teh maščobnih kislin. Ja, groza, Jelena, ne diši po čokoladi. Ja, pač ne vem, če bom jaz tole probala, ker ne diši po čokoladi. Ampak v čokolado ga lahko dodaš. Recimo, če delaš svojo domačo čokolado, potem bi lahko tudi moringo dodal zraven, če ti je tako, na en tak poseben način, da mogoče uporabljaš še to rastlino. Seveda, takrat ne bojo take velike količine, kot jih potrebujemo, ampak lahko je ena taka zanimiva kombinacija. Sem pripravljena? Si. Je to v redu? V redu, ja. Pripravljena moram biti na kakšen okus? Ja, pravim takole, bolj po teh
travah, zelenem, kot recimo kotele pšenične, ječmenova trava. Se pravi, moram narediti. Ja. Tako podobno je temu, ja. Kako se ti zdi? Mislim, ni čokolada, ne? Ja, čokolada ni, seveda. V redu je. Ja, mislim, seveda to ni nekaj takega, kar bi takoj spil mogoče v ogromnih količinah, ker tudi ni namen tega. In tudi zmeri, nikoli ne bom pozabila, zmeri se spomnim, kam je tudi ena modra gospa mi je rekla, Jasmina, tudi kozmetika, dobra kozmetika ne diši. Tako. Mi smo navajeni to na površini, da mora biti vse tip-top. Ja, res je. Pa tako s časom se tudi navadimo na ta okus. Zelo pomembno je se tudi zavedati, da ne moramo pričakovati zdaj, en dan bom spil, ne vem, moringo ali kakšno drugo rastlino, pa pol bom takoj zjutraj zdrav. Posebej zaradi tega, če smo slučajno toliko grdo ravnali s svojim telesom, pa nismo skrbeli zanj, to se nikoli ne zgodi čez noč, zaradi tega so tudi tradicionalne rastline sveta, zato da se navadimo, da je tudi preventiva zelo pomembna, da tudi, če želimo kurativno delovati, da pol to traja nekaj časa, kakšen mesec zagotovo. Če so kakšne večje težave, recimo, ali večji primanjkljaji v telesu, potem normalno se moramo zavedati, da bo to trajalo nekaj časa. Tako da zmeri to vzamemo v zakup, da v bistvu, ko začnemo nekaj uživati, pa vemo, da je za nas to dobro, potem to mora trajati nekaj časa, ker same rastline delujejo bolj nežno na naše telo, bolj tako subtilno, bolj modro in potem rabijo seveda več časa, da naredijo eno tako spremembo. Se pravi, ni tu stvar, ki jo pač potem en teden konzumiraš, ampak več časa. Tako. To je minimalno, kot za vsako drugo stvar se naredi ena kura, 3-4 mesece. To je moringa, recimo, se lahko uporablja čez celo leto, kot recimo tudi kakšna druga rastlina, ker v bistvu tukaj govoriva res o hrani. Tukaj govoriva o hranilnih snoveh, ki jih težko dobimo iz navadne hrane. Posebej, ko govorimo o teh mikronutrientih ali tistih, ki jih težko dobimo, posebej, če imamo težave recimo s kakšno prebavo ali absorpcijo hranilnih snovi. Če to ne poteka dobro, potem zagotovo vemo, da bomo imeli težave z ponavadi recimo ali s kakšnim železom, dostikrat železa danes primanjkuje, a recimo tisti posebej, ki imajo težave, ne vem, tudi v starosti s kakšnim pomanjkanjem kalcija, telo je tudi, se dostikrat zgodi, da je zakisano, pa izgublja minerale in potem, ko izgublja, moramo jih nekako nadoknaditi. In če ne želimo uživati nekaj, kar je takega umetnega, potem si lahko pomagamo s tem, ki zdaj poznamo, da obstaja tudi nekaj takega res izjemno dobrega. Ampak je pomembno, da prihaja res iz teh koncev sveta, tam, kjer normalno raste, kjer je njeno naravno okolje. Tam v takih primerih res taka rastlina dobi vse to, kar mi pol raziskujemo, pogledamo, kaj je not, pa rečemo, zaradi tega jo želim uživati. Drevo upanja, torej, ki prinaša upanje tudi v tistih predelih sveta, kjer je pomanjkanje, kjer je lakota dejansko, ker nas napolni z vsemi temi vitamini, minerali in še čem. Ker na tak način v bistvu mi krepimo telo, tudi obrambni sistem boljše deluje. Tudi recimo, če so kakršnekoli tudi zdravstvene težave, lažje jih premagamo, če imamo vse tiste snovi, ki nam jih sicer lahko primanjkuje in zaradi tega imamo težave in ne moremo recimo rešiti kakšno zdravstveno težavo. Zaradi tega je dobro, da imamo enega takega pomočnika. Sploh pa zdaj, ko bo na pohodu oziroma je na pohodu malce že spomladanska utrujenost. Mogoče še nasvet tukaj s tvoje strani, spomladanska utrujenost, ko čutimo, da smo utrujeni, potem malo zaspati pa počiti dali, ne? Ja, seveda, to je tudi dober način, da v bistvu na hitro regeneriramo telo, ampak to je začasna rešitev. Se pravi, vedno je treba ugotoviti, zakaj se pojavlja ta utrujenost. A je to problem zaradi tega, ker trpita dva pomembna organa, kot sta jetra in ledvice, recimo, sta preobremenjena, če recimo prebavni sistem ne deluje dobro, narediti kakšno kuro, recimo, da podpremo telo, da lažje premaga to utrujenost. Utrujenost nikoli ne pride tako samo od sebe. Neki smo malo zmatrani, smo mogoče prejšnji dan dlje časa delali, ampak predvsem zaradi tega, ker v telesu nekaj ne funkcionira tako optimalno. In ne smemo tega ignorirati, še manj pa to se skupaj vrš, da je EMŠ kriv. Ja, res je. Najlepša hvala, Jelena, da sva skupaj spoznavali drevo upanja, krasne, tradicionalne, zdravilne rastline sveta, se pravi tisto, kar je
polno biofotonov, se pravi pridelano na soncu v ta pravi zemlji in tistih življenjskih pogojih, ki jih potrebujemo tudi mi kot ljudje. Tako da, evo, danes imate še dodaten izziv, da greste res malce ven, da začutite zemljo, začutite sonce. Veste, ker tudi če so oblaki na koncu koncev, sonce vedno sije, samo mi ga mogoče tisti trenutek ne vidimo. Še kakšna dodatna informacija pa na www.klepetobkavi.si.